Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Tokrat smo se odločili, da bomo predstavili še eno življenjsko zgodbo nekoga, ki se nikoli ni pojavil v medijih, ki so ga mnogi pravzaprav po krivem prezrli, ampak je imel izjemno pomembno in odgovorno delo. Z nami je bivši hišnik mariborske tržnice, človek, ki ga prav vsi, ki so redno obiskovali tržnico, še posebej pa branjevke, poznajo po imenu Hanza. Hanza, lepo zdrav, kako ste? Kaj danes? Danes sem Bogo, ker smo ga včeraj preveč ruknili, pa mi je slabo. Imam mačka opet. Ja, upam, da boste vseeno zmogli teh nekaj minut tukaj z nami. Hanza, dajte povedati, kako pravzaprav poteka delo hišnika na tržnici, oziroma kako je potekal vaš delovni dan, oziroma vaša služba? Ja, zdaj tak ni več nič, ker zdaj v bistvu te funkcije, to sploh ne rabimo več, ne, zato jaz niti tam več ne delam, ne. Zdaj sem v penziji, ampak zdaj hišnika tam v bistvu ni. To včasih pa je to bilo zelo potrebno, ko so te branjevke pa vsi z vasi prinesli robo, ker takrat onih ni bilo, ko prijejo z juga s kamioni, s to robo zdaj, ko je 2 dni, pa žit vse hin. In sem jaz to mogel z mojim motokultivatorom vse razvoziti po stojnicah, bo na konc dneva, kaj je bilo gnilo, vse odpeljati, skrbeti za red in mir. Imel sem tudi Džonja, to je bil moj pes, bil mešanec med Neškim Čarom pa Janžecom, da je bil priden pa pošten pa pravičen bil pes. In tudi sem pobiral karte, ne, tudi pristojbino, sem imel za luknja, tako včasih na vlečnicah, pa sem okrog hodil pa kontrolo pa vse. Tako da moje je bilo, da držim, v bistvu, da sem odgovoren za red na sami tržnici. Ja, zelo zanimivo in odgovorno delo, Hanza, torej, če se ne motim, ste to delo opravljali celih 35 let, a in v teh 35 letih se je prav gotovo zgodilo veliko zanimivega. Vsaki dan je bil za sebe zanimivo, jaz vam povem, to ne tako zdaj. To takrat je bilo to tržnica, to se je vedlo, sobota je bila ob 4 zjutraj, so se že začeli zbirati. Jaz sem bil vsako soboto ob 3 tam, da sem malo opazoval, pa tudi mojim neke place rezerviral, pa to. Bilo pa je veselo, vam povem. To so bile tote ženice, najboljše priletne, ko so imele kolerabo, korenček, pa to, druge so imele sadjo. To so bile v bistvu vdove iz okolice Maribora, svoje kmetij, ki se pač po moževi smrti začele ukvarjati z vrtičkarstvom in so toliko predelali, da so tudi na tržnici prodajali, ne. Sva pa so bile same, ne, to so bile vredi, tako okrog 50-55 stare in jaz sem tudi včasih, to nem tajil, to vsi vejo, jih povabo malo v skladišče, tam je bilo fajn hladno, da prijejo pogledati, jaz sem rekel, kakaj je v skladišču temperatura. So prišli not, bolj se je to Hanza dol spustil, pa malo gili, pa to so bile. To je bilo fajn. Ja, zdaj pa ni več nič tega, vse vidite. To je zdaj vse prehiter tempo, to se noben ne pozna med sabo. To smo se vsi poznali, vsi smo bili na ti, tako da to je bilo, res je bilo fajn, res. Ja, pa se vam je mogoče tudi kakšna nevarna zadeva zgodila? Čude, nevarni je bil vsak dan. Vi veste, da še zdaj na tržnici polno čokoladnih. Čokolade so bile nevarne. Oni so me zabavili od prvega dne, kaj sem bil. Prvega dne so mi pravili. To se spomnim, ko sem mimo hodil tisti glavni, ne, ker tam se ve, kdo je glavni, kdo ni glavni. Hanza, hočeš nam pušiti malo? Sem gledal, kaj je to, razumeš, nisi smel nič reči, ker je bilo dosti. Bolj pa enkrat, pa je bila neka prijava, so nekaj potegnili, pa sem rekel, Hanza, zdaj pa tak. Zdaj pa nekaj naredi, 2krat se vdari po prsih, pa idi v borbo, ker če zdaj popustiš, te boš izpadel kmet. In sem šel tja in so sve te nože vun dali, jaz sem bil pripravljen, sem od starega imel šrotarco, ko sem jaz žgal v luft. 3 golovi prvo dol, tup, padajo. Pol pa lepo oni vsi na podu sem hodil po njih, sem rekel, kaj zdaj? Kaj je? Kaj zdaj? In to takrat sem imel mir. Pol pa vedno, ko sem šel mimo njih, vedno, do takrat sem bil Hanza, pol pa smo enkrat šef klicali. In vedno, ko sem šel mimo njih, so boli, šefe, evo ti sestre, hočeš malo? Sem mislil, se bi Hanza, bi samo, kje se češ tu not, kaj si nor, to se moraš takoj ženiti, pa denar, pa to, pa muzika, pa to se ne reši do konca življenja. In sem rekel, ko je to premljal situacijo, čeprav sem jo gledal, pa to je bila vrej, sem samo se dol hlačal, pa sem rekel, mir spodi, mir! No, vemo pa recimo še to vprašanje čisto na kratko za na konec, da se je včasih tudi na veliko trgovalo z devizami na tržnici. Ja, to sem jaz tudi vse preko normalno. Jaz sem bil tak na tržnici, mislim, tržnici sem jaz bil v bistvu v najemu, ne, tak smo rekli, bila moja, ker sem jaz skrbel za njo, ne, in to ti tudi, ne, to so bili pa drugi, ne, so pa devize prodali, ne, in to so mi, sumljive so mi hodili okrog, pa to sam mi nemir, in tudi sem šel tja, sem rekel, kaj je? Hanza, ništa ono, kaj je, kaj prodajaš, Marka ono, pa malo znaš ono, adijo, gremo,
To je pomenilo, ko sem rekel, adijo, gremo, je pomenilo, da je on šel, pa mi je v žep nekaj stisnil. Potem sem pa jaz sam v žep šel z roko, sam po debelini, premalo, pa še noter sem rekel, ok, prodaje do 2, pa zgini, da te ne vim. To je bilo. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ni nam lahko. Reporter Milan vam razkrijem resnico. Vsako jutro od ponedeljka do petka na Radiu City.